Ker je tema izjemno aktualna in pomembna tudi za posameznike z okvaro sluha, je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije na sedežu svoje zveze organizirala posvet o izvajanju zakona o osebni asistenci. Pravico do osebnega asistenta bo uporabnik pridobil na podlagi odločbe Centra za socialno delo, le-ta pa bo izdana na podlagi mnenja strokovne komisije Centra za socialno delo. Nekaj več o samih postopkih je povedal Anton Petrič, član delovne skupine na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je tudi pripravil poročilo dosedanjega dela delovne skupine, poteka priprav strokovnih podlag za izvajanje zakona o osebni asistenci ter aktivnosti delovne skupine Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije za sistemske zakone. Ta je sklenila, da naj bo vstopni prag za koriščenje pravice po 7. in 8. členu zakona najmanj 80% izgube sluha po Fowlerju. Pri gluhoslepih osebah, ki potrebujejo storitve osebne asistence ali komunikacijski dodatek, se upošteva vstopni prag s 60% izgube sluha po Fowlerju in od 1 do 5 kategorije slepote in slabovidnosti. Prav tako posamezniki s kombiniranimi telesnimi okvarami, kot so gluhoslepota, gluhota, telesna invalidnost oziroma gibalna oviranost, ne preprečujejo upravičencu možnosti koriščenja osebne asistence in komunikacijskega dodatka, temveč omogoča koriščenje obojega hkrati. Gluhi, slepi in gluhoslepi bodo lahko uveljavili komunikacijski dodatek v obliki 30-urne osebne asistence. Namesto osebne asistence bodo lahko izbrali tudi denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo. Država trenutno že pokriva 62,5% stroškov za izvajanje osebne asistence, delež primakne FIHO, del pa tudi uporabniki sami. Zakonsko ureditvijo pa bo postala osebna asistenca pravica. Po izračunih države osebno asistenco potrebuje okrog 300 ljudi, komunikacijski dodatek pa še okrog 800 upravičencev. Posebna gostja posveta je bila Špela Šušteršič iz Zveze paraplegikov Slovenije, ki je strokovnjakinja na področju osebne asistence, saj jo v sklopu zveze uspešno izvaja že precej časa. Torej na zvezi od leta 2000 izvajamo program res osebne asistence in začeli smo s 6 uporabniki. To je bilo 6 tetraplegikov, ki so se pred leti prijavili na razpis, ki ga je razpisal še takrat Zavod za zaposlovanje in do pred kratkim smo se financirali mi strani Zavoda za zaposlovanje, ki je urejal to vrstno področje. To je bil program, projekt Invalid za invalida in v bistvu nekako tukaj ven so nekako šli smernice, seveda glavni na tem področju so pa bili JHD. Oni so začeli. Šušteršičeva, ki je v delovni skupini ministrstva skupaj s Petričem, je predstavila prakse na temo izvajanja zakona o osebni asistenci v invalidskih organizacijah, izkušnje pa tudi trenutne težave, s katerimi se spopadajo kot ponudniki tovrstnih storitev. Z nastopom zakona upa na izboljšanje razmer. Pri Zvezi paraplegikov Slovenije pričakujemo s sprejetjem zakona o osebni asistenci sledeče izboljšave, in sicer to so izboljšave za naše uporabnike, predvsem tiste, ki potrebujejo vsaj 3 osebne asistente oziroma potrebujejo več ur osebne asistence, zato da lahko kvalitetno živijo doma, se vključujejo v družbo in tudi grejo na svoje delovno mesto.
Hkrati pa sistem v bistvu nekako tudi mi zapiramo finančno konstrukcijo, ker ko postane po zakonu o osebni asistenci osebna asistenca pravica, bomo imeli celoten strošek izvajanja osebne asistence krit. To je strošek kadra, strošek vodstvenega kadra, torej ljudi, ki bodo koordinirali osebne asistente. To je strošek izobraževanja in pa vsi stroški, ki pripadajo zraven k izvajanju osebne asistence. To pomeni tudi nadomeščanje in pa nadomeščanje Zakon o osebni asistenci pozdravlja tudi predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič. Glede zakona o osebni asistenci, kot vidim, ta zakon je dober, ni slab. In drugo leto, ko bo sprejet tudi pravilnik, mislim, da je zelo pomembno, da se ta pravilnik dobro pripravi, da bo primeren tudi za gluhe in naglušne. In jaz upam, da bo tako pripravljen in ja, trudimo se preko ministrstva tudi z obiskovanjem osebnih teh poslanskih skupin. Po neuradnih podatkih naj bi šel zakon o osebni asistenci v kratkem že v javno obravnavo.